Hvala lepa za povabilo. Hvala tudi gospodu Deželanu, da je govoril o po mojem najpomembnejših stvareh, s katerimi je po moje smiselno, da se vsi ukvarjamo. Morda moj prispevek ne bo toliko o tako pomembnih stvareh, ampak se bo bolj osredotočal na kako. Torej, kako te pomembne stvari, o katerih smo slišali, v resnici tudi spraviti v prakso. O fikusu nekoliko kasneje. Začel pa bi rad z zadnjimi 10 leti svojega življenja. Kot človek na pragu 40. rojstnega dneva se seveda rad spominjam leta, ko sem bil na pragu 30. rojstnega dneva in po obdobju velikih odisejat, zabav, intenzivnega učenja, to so 20. Me je čakalo obdobje 30. To je obdobje, ko nekako največji del populacije dosega največje delovne uspehe, največje karierne uspehe, ko smo delovno najbolj obremenjeni na vseh področjih. In meni se je to obdobje kazalo kot nekaj zelo lepega. Priročnik za trenerje mladinskih voditeljev, ki smo ga eno leto predtem izdali, je začel kar nenavadno hitro spreminjati trenersko sceno v Sloveniji. Eno leto nazaj, predtem sem postal podpredsednik na Mladinskem svetu Slovenije in se mi je odprl en nov svet zagovorništva, dialoga. Ustanavljali smo organizacijo, katere ustanovitveni proces sem vodil in katere direktor sem danes, in razni akterji, ki sem jih zelo spoštoval, kot naprimer tudi Nacionalna agencija, so me začeli najemati za trenerja. Super uvod v te 30. In danes lahko s ponosom ugotovim, da druga izdaja priročnika za trenerje ni naredila nekega hudega premika, da sem še vedno v isti nevladni organizaciji, ki si še vedno prizadeva za preživeti, tako kot si je to takrat, da me prepoznavne mladinske inštitucije veliko manj najemajo za trenerja in da pravzaprav, ne vem, lahko bi rekel, da takih stopničk nisem doživljal. Boste rekli, ja seveda, kaj pa delaš v 30-ih še v mladinskem sektorju, saj nisi več mlad. Tako kot je rekla Patricija, če je mladinski sektor samo za mlade, potem so konec koncev tudi šole samo za učence, ne pa za učitelje. In učitelji nimajo v njih kaj početi. Nismo vendarle za prihodnost mladih, so odgovorni vsi in mladinski sektor tudi potrebuje kakšnega starejšega. Gospa ministrica nas danes, mladinskih delavcev, ki smo že starejši, ni nikoli omenila. Govorila je samo o mladih. Približno tako, kot bi na posvetu učiteljev govorila samo o učencih, nikoli pa ne bi nagovorila učiteljev. In menim, da nisem obstal jaz v karieri, ampak da je obstal celotni mladinski sektor. Da pravzaprav se ta sektor v zadnjih 10 letih v resnici razen majhnih, pogumnih, a majhnih, ne toliko učinkovitih korakov ni primaknil nikamor. Da smo odločevalcem sicer simpatični, kot smo videli, da smo jim všeč, da smo jim v ponos, da smo pravzaprav druga najpomembnejša reč, takoj za njihovo tajnico, da jim je v veselje, ko kdo kdaj pride na obisk, še posebej iz tujine, pohvalce z nami, s tem našim fikusom, da je fino, da smo statični, da lepo obrodimo in da ne se treba vsake toliko časa majčken zaliti, ni to toliko zahtevna rastlina, da bi bilo prav posebej treba. Hvala, a Toni, ne roke dvigovati vmes, prosim, ker si prej rekel, da aplavzi so. Afere smo v Sloveniji bolj ali manj uspešno navajeni poimenovati po enih črkah. In jaz bi tokrat uvedel afero F, ki je lahko afera fikus, lahko je pa tudi afera financiranja mladinskega sektorja. Tukaj le nas je za eno veliko zbornico, se strinjamo. Zakaj primerjava s šolsko zbornico? Zato, ker mladinski sektor, ta 1 200 000 je toliko, kot dobi ena malo večja šola na nacionalnem nivoju iz proračuna. Ampak tukaj nismo učitelji, tukaj smo ravnatelji, po večini. Če bi bili vsi naši učitelji tukaj, koliko bi nas bilo tukaj not? Sredstev imamo pa to kot ena večja osnovna šola. Kje je tukaj logika? Zakaj sem prišel do izračunov, da je primerjava z nemško govorečim delom Belgije v financiranju na mlado osebo oziroma na prebivalstvo sem računal, ta podatek sem dobil in ni popolnoma natančen, ampak da je financiranje 1:80.
Slovenija proti nemško govoreči del Belgije. Vemo, oni so manjšina tam, obstajajo še drugi vidiki, ampak številka mi je bila vseeno zelo nagovorjajoča in alarmantna. V resnici pa se mi zdi, da vendarle taka situacija tudi nam kar mal ustreza. Da smo vendarle radi zadovoljni s tem, da pač naš doseg je 26 prostovoljcev na nacionalnem nivoju in to je to. Da smo vendarle radi zadovoljni kar s tem, da en obisk koncerta mladim že ponuja zelo bogate učne izkušnje. Da smo vendarle zadovoljni že s tem, da nam urad da unih 12 jurjev. To vemo, da ni za enega zaposlenega, ampak da se da pač vsaj malo začeti, ne? Da smo kar hitro zadovoljni. Menim, da potrebujemo vendarle še nekaj drugega, kot je afera F. Da potrebujemo skupen okvir delovanja, ki nas bo jasno v smeru profiliral kot skupnost. Da potrebujemo skupno osnovo. V enem stavku si moramo znati odgovoriti, v čem smo pa mi zares dobri. Kaj je ta stavek, v katerem smo mi zares dobri in brez katerega naša družba ne bo mogla iti. Prejšnji govorec je že izpostavil kakšen tak svoj stavek. Moj stavek, moja verzija stavka se glasi, da smo najboljši strokovnjaki v Sloveniji za razvijanje aktivne participacije mladih in s tem tudi za njihov edinstven prispevek k boljšemu svetu. Da smo mi tisti, ki znamo bolje kot vsi ostali v Sloveniji sprovocirati aktivno participacijo mladih in da znamo mi najbolje od vseh v Sloveniji, tale dvorana tukaj, zna najbolje od vseh v Sloveniji iz mladih izvabiti tisto najboljše v odnosu do družbe, kar v njih obstaja. In da je pomembno, da na tej osnovi gradimo naprej. Da je F samo en del od tega našega fikusa, da financiranje ni vse, ampak da nam ta osnova tega, da v enem stavku smo največji cari na področju spodbujanja aktivne participacije mladih, je pomembno, da poleg F-ja razvijamo tudi I. Da razvijamo svojo identiteto na tem področju. Da ne ostajamo na ravni aktivnosti, na ravni dogodkov, ampak da ostajamo na ravni tega, koliko aktivne participacije smo sproducirali. Tega se ne da meriti v številkah, to se da meriti samo v zgodbah, to se da meriti v spremembah življenj ljudi, ki jih moramo tudi začeti producirati in smo jih v večjih kontekstih tudi že. Da je za to identiteto ojačati pomembna kakovost, da odločevalci razumejo kakovost samo skozi kazalnike, kvantitativne kazalnike, število ur, število udeležencev, število regij, število lokalnih enot, število podpisov, ampak da se tukaj tega ne da tako meriti, da si dajmo že povedati iskreno, kako se kakovost v našem delu res lahko meri, da se lahko meri samo v zgodbah, ki jih je že tukaj najbrž noter, skoraj vsak ima svojo, povezano tudi z procesi v mladinskem delu. Da je za K dosegati pomembno usposabljanje. Da po mojih meritvah ima manj kot 10% organizacij mladinskih v Sloveniji zares razvite svoje sisteme usposabljanja kadrov. To je tako, kot da bi se šli šolski sektor brez pedagoških fakultet, približno. Iz svoje skavtske izkušnje sem ugotovil, da je sistem tabornih šol pri skavtih v najboljši možni meri reproduciral kulturo organizacije. Tam smo se spoznavali, tam smo gradili nacionalne odnose na nacionalni ravni, tam smo strategije skupne tuhtali, tam sem ženo spoznal, tam je bilo vse. Sistemi usposabljanja so ključen sistem za podsistem za boljšo kakovost v naših organizacijah. In nazadnje, da moramo sodelovati tudi z drugimi sektorji. Da ja, mi smo najboljši pri produkciji aktivne participacije mladih. A vi od zdravja? Ja, lejte, ne bomo se vam prodali, ampak mi vam pa znamo zelo dobro stvar prodati. Mi vam znamo zaangažirati mlade, da bojo na področju zdravja najbolj aktivno participirati. A ja, na področju zaposlovanja? Ne bomo se vam prodali, ampak mi vam pa znamo zrihtati, da bojo mladi zelo aktivni na področju prizadevanja za zaposlovanje. A ja, na področju kritičnega razmišljanja? Prav tako. Torej, politike, področne politike nas ne smejo kupiti, mi moramo jasno vedeti, kaj je naš I, kaj je naša identiteta in jim prodati aktivno participacijo. Ja, lejte, ja, na vašem področju vam lahko to prodamo, ampak nismo pa to mi. In vprašanje je zdaj ta tehtnica. A je afera F res ta lokomotiva?
brez katere vse ostalo ne gre, ali se da tudi kakšen vagonček brez lokomotive uštimati. Jaz trdim, ja, da dober dialog lahko prispeva I, K, U in S. Da F ni čist nujen. In ne vem, ne poznam točnega odgovora. Mislim, da F je daleč najpomembnejša lokomotiva, ki bo tudi ostale potegnil naprej. Ampak da vendarle določene korake od identitete, kakovosti, usposabljanja in sodelovanja z drugimi akterji lahko naredimo vendarle tudi brez denarja. Da lahko v svoji organizaciji razvijem bolj natančno poslanstvo in svoje, kaj je družbeni učinek organizacije, ki jo vodim. Da lahko definiram, kaj je dobro in kaj je manj dobro v lastni organizaciji in sem do tega tudi kritičen pri svojih zaposlenih, pri uporabnikih in pri komunikaciji z drugim deležnikom. Da sem dolžan v svoji organizaciji poskrbeti za sistem usposabljanja, ki bo to organizacijo ohranjal. In da sem dolžan iti iz cone udobja in sodelovati, kdaj pogledati tudi v kakšen drug sektor. Čudovit projekt na področju zdravja se res izvaja, Jan, res poklon, ki v bistvu pravzaprav je še za polovico dodatnega denarja, ki ga daje urad na letni ravni, tudi v sektor prinesel sam projekt s pomočjo norveških finančnih mehanizmov. Torej, v naši organizaciji in na državni ravni mislim, da sem dolžan poskrbeti za celoten ta naš fikus. Kako naprej? Moji kolegi pri tej starosti na pragu 40. rojstnega dneva se pogovarjajo v Nemčiji, v Bruslu, v Luksemburgu, se pogovarjajo o tem, a bi šli rajš delati v tak bolj mladinski center, kaj bolj za zagovorništvo, ali v tazga, kaj bolj za kulturo, ali bi bolj šli v facilitatorske vode, ali bolj v menedžerske, ali kaj. Jaz pa praktično ne vidim, kako svojo kariero pelati naprej, pa ne govorim zdaj, ne želim govoriti zelo karieristično, ampak ne vidim prave poti za kombinacijo osebnostnega razvoja in razvoja sektorja, če ostajam v sektorju ali pa v polju, kakor ga pač imenujemo. Po drugi strani pa vendarle vidim, da teh 10 let sem že tudi jaz polnoleten v tem, ampak da zadnjih 10 let vendarle je prineslo rezultate. Ampak izbira je naša. Bomo dvigovali našo skupno stvar ali jo bomo zapuščali.